Iz življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri boste poleg aktualnih novic slišali še vtise z jubileja posvečenih. Predstavili pa bomo tudi seminar, ki ga bo v Domu svetega Jožefa v Celju vodila strokovnjakinja za duhovno oskrbo v zdravstvu, profesorica doktorica Ane van der Hoek z Univerze v Luvnu. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič. Obhajamo misijonsko nedeljo. Papež Leon XIV. Je v poslanici vse kristjane povabil, naj podprejo tiste, ki prinašajo evangelij na vseh 5 celinah. Ko sem bil misionar duhovnik in potem škof v Peruju, sem s svojimi očmi videl, kako vera, molitev in velikodušnost, ki se jih pokaže na ta dan, lahko spremenijo celotne skupnosti. Vsako katoliško župnijo na svetu vabim, naj sodeluje pri svetovnem misijonskem dnevu. Vaše molitve in vaša pomoč služijo pri širjenju evangelija, podpiranju pastoralnih in katehetskih programov, gradnji novih cerkva in odgovarjanju na zdravstvene in izobraževalne potrebe naših bratov in sester v misijonskih deželah. Ko 19. oktobra skupaj razmišljamo o naši krstni poklicanosti, biti misionarji upanja med ljudstvi, obnovimo našo sladko in veselo zavezo, da bomo Jezusa Kristusa, naše upanje, prinesli do skrajnih meja zemlje. V ponedeljek 13. oktobra smo se spomnili zadnjega javnega prikazanja Device Marije 3 pastirčkom v Fatimi. V tej luči je prejšnji konec tedna v Vatikanu potekal jubilej marijanske pobožnosti. Posebej za to priložnost pa so iz Fatime prinesli Marijin kip. Prispevek Marjane Debevec. Originalni kip Marije zelo redko zapusti svetišče v Fatimi. V več kot 100 letih so kip prenesli le v izjemnih primerih, večinoma na izrecno zahtevo papeža. Najprej se je to zgodilo leta 1984, ko je sveti papež Janez Pavel II. V baziliki svetega Petra svet posvetil njenemu brezmadežnemu srcu. Drugič ob jubilejnem letu 2000, ko je kip poljskega papeža spremljal na jubilejnih dogodkih. In pa leta 2013, ko ga je v Rim v letu vere dal pripeljati papež Frančišek. Zdaj je torej Marijin kip Fatimo zapustil 4. Njegova posebnost je tudi v tem, da je v Marijino krono od leta 1989 vdelan naboj, ki je zadel papeža Janeza Pavla II. Ob atentatu leta 1981. Naboj je sveti oče daroval svetišču kot znamenje zahvale za Marijino varstvo. V soboto pa je pred omenjenim kipom za mir po svetu molil papež Leon XIV. Voditelje sveta je pozval, naj imajo pogum razorožiti se. Vse ljudi po svetu pa je povabil, naj najprej razorožimo naše srce. Poudaril je, da nobena ideja, vera ali politika ne more biti razlog za ubijanje. Med nedeljsko svetomašo pa je zbrane na marijanskem jubileju povabil, naj se odpravijo na Marijino pot. Marijina pot je slediti Jezusu. Jezusova pot pa je usmerjena k vsakemu človeškemu bitju, še posebej krevnim, ranjenim in grešnim. Zato pristna marijanska duhovnost v cerkvi vzbuja Božjo nežnost, njeno materinstvo. V svetu, ki je žejen pravičnosti in miru, naj bi poživljali krščansko duhovnost in ljudsko pobožnost, še posebej na blagoslovljenih krajih, ki so zavedno spremenili obličje zemlje. Postanimo nosilci prenove in preobrazbe, je zbranim na marijanskem jubileju še zaželel sveti oče. Papež Leon XIV. Je pri sredini splošni avdienci začel še zadnji niz katehes o Jezusu, našem upanju. Do konca svetega leta bo razmišljal pod naslovom Kristusovo vstajenje in izzivi današnjega sveta. Tokrat je govoril o vstalem kot živem viru človeškega upanja.
Naše življenje je zaznamovano s številnimi dogodki, polnimi odtenkov in različnih izkušenj, veselih in žalostnih. Radi bi bili srečni, a je to pri izkušnjah zelo težko. Ta globoka želja našega srca po sreči lahko najde svoj končni odgovor ne v vlogah, ne v moči, ne v posedovanju, ampak v gotovosti, da obstaja nekdo, ki nam zagotavlja ta temeljni vzgib naše človeškosti. Samo Kristus lahko poteši najglobljo željo našega srca po polnosti, je dejal Leon XIV. Potovati z njim ob strani pomeni izkusiti, da nas kljub vsemu podpira, teši željo in opogumlja v preizkušnjah in naporih, ki nam kot težki kamni grozijo, da bodo ustavili in iztirili našo zgodbo. Dalla risurrezione di Cristo scorga la speranza che ci fa pregustare. Iz Kristusovega vstajenja izvira upanje, ki nam kljub življenjskim naporom daje vnaprej okušati globok in radosten mir. Mir, ki nam ga lahko podari le Gospod, je še dejal papež. Papež Leon XIV se je v torek mudil na obisku pri italijanskem predsedniku Sergiu Mattarelli. To je bilo njuno 3. srečanje. Mattarella se je 18. maja udeležil maše ob začetku Leonovega pontifikata in ga ob koncu kratko pozdravil v Vatikanski baziliki. Na uradnem obisku v Vatikanu je bil tudi 6. junija. Sveti oče se je v govoru dotaknil vrste tem. Izpostavil je sodelovanje med katoliško cerkvijo in Italijo, pozval k zavzemanju za dosego miru po vsem svetu, opozoril na pojav upadanja rojstev in vlaganje v družine, spregovoril o migraciji ter poudaril bogato dediščino italijanske kulture, iz katere naj Italijani črpajo upanje in zaupajo v prihodnost. Na Svetovni dan hrane v četrtek 16. oktobra pa je papež v Rimu obiskal sedež Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo, ki letos praznuje 80. obletnico ustanovitve. Poudaril je, da lakote ne moremo odstraniti s slovesnimi izjavami, slogani nas ne rešujejo nadlog. To, da na milijone ljudi trpi zaradi lakote, je po njegovih besedah kolektivni neuspeh, etični odklon in zgodovinska krivda. Politična paradigma mora temeljiti na etični viziji, je dejal. Obsodil je tudi uporabo hrane kot vojnega orožja. Po podatkih Svetovnega programa za hrano se kar 319 milijonov ljudi sooča z akutno prehransko negotovostjo, od tega 44 milijonov ljudi trpi zaradi lakote. V Rimu so v torek podelili mednarodno nagrado Silvestrini za dialog in mir. Poimenovana je po kardinalu Silvestriniju. Letos jo prejmejo župnik v Gazi pater Gabriel Romanelli ter duhovniki in redovnice župnije Svete družine. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki se je udeležil tega dogodka, je dejal, da za cerkev in svet predstavljajo znamenja upanja. Medtem, ko so vsi poskušali zapustiti Gazo in se rešiti, so duhovniki in redovnice župnije naredili nasprotno izbiro. Tudi ko so bili zunaj Gaze, so se hoteli vrniti in ostati ob svojih vernikih. To je luč ljubezni, ki daje upanje svetu, je dejal kardinal Parolin. V iraškem Mosulu so v središču starega mesta slovesno odprli 2 zgodovinski cerkvi, Mar Thoma in Al-Tahira, ki sta bili med letoma 2014 in 2017 močno poškodovani strani Islamske države. Restavriranje, ki se je začelo leta 2022, je vodil sklad Alib, katerega namen je varovanje in obnova kulturne dediščine po vsem svetu. Pri obnovi obeh cerkva je sodeloval s francosko katoliško dobrodelno organizacijo Louvre d'Orient, ki se osredotoča predvsem na služenje kristjanom na Bližnjem vzhodu. Dikasterij za nauk vere je imenoval 5 sodnikov cerkvenega sodišča, ki bo obravnavalo obtožbe zoper Marka Ivana Rupnika. Sodniški senat sestavljajo ženske in kleriki, ki niso člani dikasterija za nauk vere in ne opravljajo nobene funkcije v rimski kuriji. To je namenjeno boljšemu zagotavljanju avtonomije in neodvisnosti prej omenjenega sodišča, je dikasterij zapisal v kratki izjavi za javnost. Medtem je Papeška komisija za zaščito mladoletnih minuli teden objavila svoje drugoletno poročilo, ki zajema leto 2024. V njem poudarja pomen poslušanja žrtev ter nudenja psihološke in finančne podpore.
Meni tudi, da bi morala cerkev izboljšati svojo komunikacijo, ko gre za odstranitve cerkvenih voditeljev zaradi zlorab ali neukrepanja. Vatikanska komisija za zaščito mladoletnih se v prvem delu poročila osredotoča na popravne ukrepe za žrtve zlorab. Izpostavlja poslušanje žrtev, pa tudi nujnost finančne poravnave za terapije in ostalo potrebno pomoč, ki bi jim pomagala okrevati po travmi. Opozarja, da so žrtve po prijavi deležne maščevanja in sramotenja ter da ne dobijo nobenih informacij, razen na koncu večletnega postopka. Poročilo prinaša 40 takšnih osebnih zgodb. Komisija v nadaljevanju poziva k sankcijam, ki so oprijemljive in sorazmerne z resnostjo kaznivega dejanja. Cerkev namreč pogosto ne želi popolnoma umakniti duhovnikov. Tudi za hude primere zlorab izreka manjše sankcije, na primer jih za določeno obdobje umakne iz aktivnega služenja ali pa v primerih, ko je škof umaknjen zaradi prikrivanja zlorab, javnosti pove le, da se je upokojil. Poročilo zato poziva naj cerkev jasno sporoči razloge za odstope ali umike. Komisija je lani preverjala politike in prakse za zaščito mladoletnih v več krajevnih cerkvah po svetu. Zajela pa je tudi dikasterij za evangelizacijo, ki je odgovoren za cerkev v Afriki, Aziji in delih sveta v razvoju. Pri slednjem izpostavlja, da le majhno število primerov dejansko prispe v Rim, kar kaže, da cerkev v Afriki in Aziji zaostaja desetletja za Zahodom pri poročanju in obravnavi primerov zlorab, ki jih je treba po vatikanski zakonodaji poslati v Rim v obravnavo. Omenjeni dikasterij je obravnaval le 2 primera škofov, ki sta neustrezno obravnavala primere zlorab, kar je osupljivo majhno število glede na velikost ozemlja, piše portal Kraks. Takšni podatki po njegovem mnenju kažejo, da ima Vatikan še dolgo pot v delih sveta, kjer zlorabe, zlasti istospolne zlorabe, ostajajo tabu tema. Slovenski romarji so najprej poromali k svetemu Janezu v Lateran, kjer je bila v starodavni 8-kotni krstilnici priložnost za obnovitev krstnih obljub, iz katerih izvira radikalnost posvetitve Bogu. Prav pred svetimi vrati bazilike je za naš radio spregovorila salezijanka sestra Mira Peče, ki je več let preživela v Rimu. Kaj letošnji jubilej pomeni in kaj večno mesto naše vere, ki temelji na veri Petra in Pavla? Poseben milostni dogodek, za katerega nisem pričakovala, da bom na njem navzoča. Prišlo je čisto kot en poseben božji dar, ker pač eden od redovnikov ni mogel, pa me je provincialka v zadnji moment vprašala, če bi ja šla. In seveda po kratkem razmisleku sem z veseljem odgovorila, da, in mi ni žal. Sedaj sem tukaj in v veteranski baziliki in ravnokar smo obiskali tudi baptisterij. In tam sem res tudi jaz obnovila svoje krstne obljube, svoje radosti in veselje in zahvalo, da sem božji otrok, pa tudi izročila Gospodu tiste, ki so mi zaupani v mojem poslanstvu, da bo v skupnosti, sestre, kakor tudi tiste, ki sem jih kdaj v življenju srečevala na poseben način, še tudi otroke in mlade pa žene, ki jih srečujem na raznih srečanjih pastoralnih. Tako da to je res poseben milostni dogodek in prosim, da bi odprla srca, ne samo jaz, ampak tudi vsi redovniki in redovnice, ki se v teh dnevih zbiramo tukaj v Rimu, da bi obnovili našo krstno posvetitev in posvetitev Gospodu, tem vedno večji polnosti to živeli. Gotovo milost jubileja, ta dar svetega leta nam bo pri tem tudi pomagal in tako želimo, da bi naša cerkev prenovljena, sveža, nadaljevala pot pod vodstvom papeža Leona, ki ga bomo v teh dneh tudi srečali in kar je tudi posebno pričakovanje in radost srca. Po svoji službi ste bili že večkrat in dalj časa v Rimu. Kako pa doživljate to naše večno mesto, bi rekli, mesto naših mučencev? Ja, zdaj se vračam čisto svobodno, sproščeno in pravim v srcu in Gospodu želim uživati ta dar odrešenja, ki nam ga je prinesel Gospod in ki so ga prvi mučenci, apostoli seveda in toliko svetnikov, ki jih tukaj srečujemo, tako učinkovito in sveže posredovali naprej. Mi dve stojiva tukaj tudi pred kipom Konstantina, ki je dal svobodo kristjanom. Meni to tudi veliko pomeni, da tukaj je končno cerkev lahko zaživela in tukaj potem še naprej misionarila in se širila po vsem svetu.
Prav posebno pričevanje pa je bila pripravljena podeliti z nami sestra Justina, mlada šolska sestra svetega Frančiška Kristusa Kralja. Po redovni vzgoji v Sloveniji se je vrnila v rodni Egipt oziroma Aleksandrijo. Krščena je bila v koptski pravoslavni cerkvi, a je kasneje vstopila v katoliško cerkev. Spomnimo, da se je koptska cerkev uradno ločila od večine drugih krščanskih cerkva leta 451 na Kalcedonskem koncilu. A danes je sodelovanje z drugimi kristjani zgledno, saj morajo držati skupaj v pretežno muslimanski državi, kjer tudi ne manjka nasprotovanj. Pripoved sva posneli pri Kalistovih katakombah, kjer so pokopani prvi mučenci rimske cerkve. Da ohranja znanje slovenščine, rada posluša Radio Ognjišče. Dober dan, sem sestra Justina iz Egipta. Zdaj imamo eno skupnost v Aleksandriji, ki jaz delujem tam, in je dom za starejše gospe. In drugače se družina iz gor južni iz Egipta, Asjut, blizu Kairo. Sem rojena prav krstiti kopti katolike, ampak moja družina je svobodna in so dali dovoljenje, da grem tudi pri sestre katoliki. Torej, rojena kot koptinja, potem si vstopila v katoliško cerkev, kje si pa spoznala naše šolske sestre, ki delujejo v Egiptu, Aleksandriji in Kairu? Prav zgodba pride, da kadar sem izgubila moje starše, sem bila zelo mlada in meni to je bilo malo žal in žalostne, ampak je ena sestra, sem šla na duhovni vaja in mi je rekla, da lahko pošljem tebi malo. Pomagajo soroti otroci pri en duhovni kopti katoliki, ki imamo on pred tako. In sem šla tam v Kairo in sem živela pri ta pater in otroci 2 leta. Potem on je spoznal naše sestre in kadar sem vprašala, da lahko grem na samostan, on z dovoljenja in veselja je rekel, pojdi na naše sestre, šolske sestre. Kako pa bi kaj rekla o stanju kristjanov, katoličanov, koptov v pretežno večinskem muslimanskem svetu v Egiptu? Kako so ti odnosi, ali se čutite kdaj tudi ogroženi? Mi živimo skupaj, ampak imamo vedno težava od njih. Ni vsi muslimani, ampak nekateri, ki so prav nočejo nas piti v Egiptu. Zelo briganjajo nas, vzamajo nekateri dekleta vsilje, da lahko biti muslimani. Drugi pa dobro obnašajo skupaj, beljajo otroci v šoli katoliki, pri sestri, ker rečejo, da pri sestre lahko zelo vzgajajo dobro in lepa družba. Praviš tudi, da poslušaš Radio Ognjišče, bila si v Sloveniji v formaciji, nekaj časa si živela v Sloveniji. Kje poslušaš Radio Ognjišče, zakaj ga poslušaš? Jaz poslušam Radio Ognjišče v Egiptu prav, na internet, na Facebook in vidim vse, kar delati dobro. In mi zelo všeč, ker ponavljam tudi jezik slovensko in tako sem zelo združba z vami. Kakšen jezik pa sestre govorite tam? Mi govorimo arabsko, ampak ker vsi smo Egipčani sestre, ampak drugače molimo slovensko. In kaj ti pomeni, da si lahko prišla v Rim na to jubilejno srečanje? Meni je bilo lepo, ker bo 6 let, kar sem pustila Trst, sem prišla tako ohraniti jezik slovensko in tudi v Romani vidim tak svet mesta, ki prav tudi za nas je zelo pomembna pri Sveti očetu in blagoslov. Med romarji je bila tudi mlada Marina, sestra čudodelne svetinje, Vasilina Ševčenko, ki prihaja iz Kijeva. Leta 2017 je naredila večne zaobljube in trenutno živi v Ljubljani. Lepo jo je bilo videti na trgu svetega Petra, ogrnjena ukrajinsko zastavo in z molitvijo za svojo od vojne razdejano domovino. Prihajam iz Ukrajine, rodila sem se v Kijevu, tam sem tudi živela
več časa in tam sem tudi spoznala naše sestre. Tukaj ste zdaj v Rimu, kako se počutite, zakaj ste se odločili, da greste na jubilej? To je kar lep dar v tem letu. Pač z veseljem sem prišla, vesela sem, da sem tukaj, da lahko vidim tudi različne redove, različne sestre, duhovnike, redovnike. Srce mi greje, ko vidim, koliko nas je bilo danes na trgu. Dobro vem in dobro razumem, da to samo ena majhna peščica, ker nas je veliko več, smo tukaj bili navzočni samo predstavniki. Ste že nekaj časa v Sloveniji, živite Vincentijevo karizmo kot Marijina sestra. Kakšno je vaše poslanstvo, poleg tega, da živite kot posvečeno življenje, molitveno življenje? V Slovenijo sem prišla konec septembra leta 2022. Delam v domu za starejše. Dom se imenuje Vincentijev dom, se nahaja v Štepanji vasi. Tam skupaj s sestrami delamo s bolniki, s starejšimi ljudmi, pač smo z njimi, pomagamo jim, da živijo svoje življenje naprej. Na trgu ste bili oblečeni, bi rekli, tudi v vašo ukrajinsko zastavo, prihajate iz države, kjer je vojna. Kaj si želite za svojo domovino? Želim miru, želim, da bi Ukrajina se razvijala, da bi živela, da ne bi bilo tega strahu, ki je prisoten, ker to je vsakdanji strah. Marijine sestre so v Ukrajini, v Kijevu, v Zakarpatju že kar nekaj časa. Kje ste pa se vi spoznali z njimi? Končno Ukrajina je strašno velika dežela naših sester. Mislim, da ste bili tam samo 2. Kako ste se spoznali? Mene ena prijateljica povabila na tako skupino Samojev, ki se ji reče. Smisel te skupine je v tem, da se enkrat v mesecu se srečamo, pogovarjamo. V tem času pa tudi se da taka naloga, ko se bere vsak dan svetopismo. Sem hodila 1 leto na to skupino, vodila jo sestra Marta. Pa sem tudi sestre pripovedovali, kako hodijo deliti sendviče brezdomcem. Pač jaz sem tako razmišljala, teh sendviče brezdomcem ne bi šla deliti, pa v takem stanju sem se kar bala, ne. Čez nekaj časa sem pomislila, da tudi bi lahko šla na ulico in zelo dobro se spomnim tega prvega mojega srečanja z brezdomci od blizu, kako so bili hvaležni za ta sendvič, za čaj, pa tudi, da smo malo pogovorili. Sem srečala s človekom, ne pa svojo predstavo o tem človeku. Čez nekaj časa pač ta misel prišla o samostanu, kako je to živeti v samostanu, ker mene nekako zelo prijetno mi je bilo moliti, se srečati z Bogom, pogovarjati in takrat sem tudi razmišljala o samostanu ampak potem, ko sem razmišljala bolj globoko, kaj mene bolj veseli, pa sem videla, da me glih ta delo s ljudmi, s ubogimi najbolj priteguje k sebi. In tudi takrat, tudi sem vedela, da sestre hodijo v bolnice, pa sem razmišljala, kako to, ker jaz nisem medicinska sestra, kako bi šla v bolnico, kaj bi tam delala. In se spomnim, da sem šla s sestrami v bolnico, tam je bil oddelek za brezdomce, ene sestre so šli pomagati zakopati ljudem, druga pa strigla in meni je sestra Barbara dala striči nohte. Jaz sem mislila, pa striči nohte, tudi sebi znamo striči nohte, to ni tako, ker jaz sem si predstavljala, da to je treba nekaj velikega, da je treba biti to in to, a ne, malo imaš druge predstave. To sem videla, da je čisto preprosta stvar, zelo koristna, pa tudi pomaga. In to sem videla, da v bistvu, ko smo skupaj, mi zelo veliko naredimo. Kaj pa katoličani, katoliška cerkev v Ukrajini? Najbrž jih vas ni veliko tam. Ko so razdeljeni verstva v Ukrajini in sem našla, da v bistvu 62% so pravoslavnih, grekokatoličanov skoraj 10% v Ukrajini, rimokatoličanov pa 1% pa pol.
In potem grejo vsi drugi verstva. Za konec pa prisluhnimo še kapucinu bratu Miru Pavšku, ki je trenutno župnik v Celju, župnija Sveta Cecilija. Kljub obveznostim se je rad odzval povabilu na romanje. Lepo je biti skozi eno veselo druščino redovnikov in redovnic, ko se majčkeno lahko podelimo med sabo, kako živimo naše karizme, kako delujemo. Pa tudi tako fajn, ko lepo moliš so z vesolno cerkev, ko je bilo pri papežu, recimo, ko smo bili s papežem, so mašvali lahko, to bi prvič za mene nekaj lepega. Tako da res dragocena izkušnja. No. Zdaj smo tudi v Asiziju, na poti nazaj. Frančiškov brat ste, kaj vam pomeni ta kraj, verjetno ste bili že večkrat tukaj, tisto, kar vas v tem trenutku z njim najbolj povezuje, nagovarja. Ja, ko pridemo v Asizij, res kar bi prišel domov, ko vsako leto mlade prepeljemo samo v Asizij, razlagamo o Frančišku in tako, in je res lepo biti tu. No. Kaj pa mislite, da bi rekli, je bistveno za posvečeno življenje danes? Delo, molitev, bratstvo? Bistveno je najprej to, da smo z Jezusom. In če smo z Jezusom, lahko tudi z brati bili ali pa z ljudmi, tudi če so malo težje včasih z njimi biti, ampak najprej, če smo z Jezusom, lahko tudi z drugim. Kakor je mati Terezija lahko šla v Boge, ko je prej 3 ure molila pred Najsvetejšim, tako pa tudi lahko mi, če smo z njim. V srcu romarja ostaja hvaležnost za duhovni poklic v prošnji, da bi se številni mladi odzvali milini Božjega klica in se dali na razpolago za služenje v Kristusovi cerkvi. V času, ko se pripravljamo na referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, v Slovenijo prihaja profesorica dr. Ane van der Hoek z Univerze v Luvnu, strokovnjakinja za duhovno oskrbo v zdravstvu. V domu svetega Jožefa v Celju bo v četrtek 23. in v petek 24. oktobra vodila seminar z naslovom Duhovna oskrba v paliativni oskrbi, evropske izkušnje in slovenski izzivi. O tem nam bo več povedala Irena Švab-Kavčič. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Morda za začetek najprej nekaj besed o doktorici Ane van der Hoek. Kdo je, kakšne izkušnje ima za sabo? Profesorico Ano van den Hoek je potrebno doživeti, težko jo je opisati. Predava na Teološki fakulteti, kjer mlade pripravlja na poklic čeplana. To je specialista duhovne oskrbe v zdravstvu. Nagovarja jih v jeziku, ki je mladim, ki živijo v sekularizirani družbi, razumljiv. Profesorica je tudi raziskovalka, soustanoviteljica Evropskega raziskovalnega inštituta specialistične duhovne oskrbe v zdravstvu. Prizadeva si, da bi z dokazi podprla pomen duhovne dimenzije v holistični obravnavi bolnikov. V Slovenijo doktorica van den Hoek prihaja tretjič. Njenim predavanjem smo lahko prisluhnili v okviru mednarodne konference o dolgotrajni oskrbi in na kongresu Slovenskega združenja za paliativno in hospic oskrbo. Njena predavanja so navdihujoča, zahtevno tematiko pa predstavlja v razumljivem jeziku, ki mu kdaj pa kdaj doda ravno pravo mero humorja. Posebej me je nagovorila njena misel, da pomen duhovnosti lahko primerjamo s pomenom dihanja. Tako kot je dih samoumeven, a če se pojavijo težave, gre vse narobe, velja tudi za duhovnost in duhovno oskrbo. Omenili ste, da tokrat profesorica prihaja že tretjič. Kako bo sestavljen tokratni seminar? Seminar bo letos potekal 2 dni. V četrtek 23. oktobra bo ob 9. uri doktorica van den Hoek predstavila osnove duhovne oskrbe. Po odmoru pa bo predstavila nekaj praktičnih primerov iz svoje dolgoletne prakse čeplanke v Ameriki in v Belgiji. Po kosilu, ki je sicer vključeno v ceno, bo predstavila posebno orodje, model Ars Moriendi, ki je preoblikovan v model Diamant, je pa namenjen pomoči za začenjanje in vodenje pogovor o duhovnosti, kakor tudi za osebno rast samih oskrbovalcev, torej tistih, ki se srečujejo s hudo bolnimi. Drugi dan pa bo potekalo delo v skupinah, reševali bomo konkretne primere iz prakse in se prepričali o uporabnosti tega modela pri našem delu ali pa zase osebno. Komu je seminar namenjen, kako se lahko prijavijo?
Prijave pravzaprav že potekajo, najraje jih sprejemamo kar na elektronsko pošto preko naslova info@jozef.si. Vabljeni pa so vsi, ki jih tematika duhovnosti pri oskrbi, negi bolnikov zanima, torej vsi, ki se srečujejo z bolnimi, bodisi kot svojci, prostovoljci ali pa zaposleni. V Domu svetega Jožefa ste, kot že omenili, v preteklosti pripravili srečanja na podobno temo. Kakšen odziv je bil in kakšna vprašanja, komentarji sodelujočih so se pojavljali ob tem? Program Močne moči v Domu sveti Jožef izvajamo vse od leta 2011, ko je s predavanji začela zdravnica Metka Klevišar tu v domu. Izvedli smo več mednarodnih simpozijev, prvo nacionalno konferenco o duhovni oskrbi, v letu 2023 pa smo začeli s prvim ciklom o duhovnosti v paliativni oskrbi. Odvisno od narave dogodka variira število udeležencev, zaključki pa so vedno podobni. Lepo se je srečati, okrepiti lastna prizadevanja in osvetliti pomen duhovnosti pri našem delu. Običajno pa je tudi vprašanje, kdaj se spet srečamo. Gospa Irena Švab-Kavčič, hvala za pogovor in uspešno izvedbo seminarja. Hvala tudi vam, da smo lahko predstavili dogodek na vašem radiju. To je bilo vse v tokratni oddaji. Uredila sem jo Marta Jerebič. Želim vam lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si